Čavo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem snimala true crime video in je ful čudno, ker sem zdaj trenutno doma in sem moj doma in mi je ful čudno spet to snimati. Tu imam mikrofon, ne vem kam ga naj trenutno dam, teda sem tukaj in na tablici imam zapiske o primeru in zdi se mi, ko sem ful oranžna faca. Nima veze. Torej, danes bomo govorili o umoru družine Jamieson. To je primer, ki je zaenkrat še nerazrešen, ima pa zato tudi pač ogromno teorij, ki so ene od paranormalnih do nekih normalnih, tako da sem se odločila, da bom danes pač pokrila ta video. Sem vas vprašala, če bi radi videli razrešene ali nerazrešene videe in vas je ful reklo, da bi radi videli razrešene, ampak žal mi je ta ful zanimiv. Prvo vam bom razložila, kaj se je zgodilo oziroma vse dokaze, za katere vemo, potem pa bomo šli v teorije, kaj ljudje mislijo, da se je zgodilo in ja. Bobby Dale Jamieson, njegova žena Sherilyn in njuna 6-letna hčerka Madison Stormy Star so v bistvu živeli precej normalno življenje v Oklahomi vse do 8. oktobra leta 2009. Na kameri imam nastavljen autofokus, ker ne morem, ker je predaleč, da bi naštimala, da mene fokusira in zato se zmes zabriše. Na ta dan so misteriozno izginili brez kakršnekoli indikacije, kam bi lahko šli, kar pa sicer ni bilo toliko nenavadno za njih, ker njihova družina je pač rekla, da so doskrat izginili za nekaj dni in so pač prišli nazaj. Niso bili v nekih konstantnih stikih, da bi recimo obveščali, da grejo kam, tako da je to za njih bilo dokaj normalno. Prav tako pa sta starša Madison izpisala iz šole in zato tudi v bistvu šola ni pač vpraševala, kje je Madison, zakaj ni v šoli, zaradi tega so se nameravali odseliti v kratkem. Po 8 dneh oziroma 16.10. so našli njihov družinski pick-up truck na parceli, ki naj bi bila oddaljena približno 1 uro vožnje od njihove zdajšnje hiše. To pa je bilo v Larimer County, res nekaj se to zgovori, da bo tu nekaj napisano. To pa je bilo v bistvu tam, kjer je družina pred kratkim gledala posesti, da bi se tja preselili. Imeli so namen se preseliti v drugo mesto, kjer bi živeli v kontejneru oziroma takem zabojniki oni, ki so res čudna stvar, zakaj bi oni tam živeli, pojma nimam, ampak takšen je bil baje plan. Stanje, v katerem je bil kombi, je v bistvu nakazovalo na to, da družina ni imela namena zapustiti kombi za dlje časa. Namreč, avto je bil v bistvu zaklenjen, v avtu so našli osebne dokumente, denarnico, telefon, Sherino, torbico, njihovega psa Maisie, kar je najbolj čudna stvar, zakaj bi oni pustili psa v avtu. Maisie je bila v bistvu, torej kuža je bil zelo dehidriran, čist podhranjen, torej po 8 dneh, ko so ga najdli, je bil v bistvu na robu smrti, ampak je kuža preživel. Prav tako pa so našli $32,000 v gotovini. Kar je bilo zelo čudno, zaradi tega, ker oba Bobby in Sherilyn sta bila v tistem času brez službe in sta v bistvu dobila invalidski dodatek, nekaj takega, ne vem točno, kak je to pri nas, ker imajo oni malo drugačne, ampak glavno dobivala sta vsak mesec dodatke in nista bila zaposlena in pač niti nista se z ničemer takim ukvarjala, da bi pojasnilo to vsoto denarja. Na telefonu od Bobbyja je bila pa tudi slika Madison, ki je v bistvu vzbudila zelo veliko vprašanj in ogromno ljudi misli, da je to zelo pomemben dokaz, vam bom pokazala sliko, ampak pravijo, da Madison na tej sliki zelo neudobno izgleda, pač da ima nekako čudno roke prekrižane, da je nasmešek, ki ni dejansko nasmešek, ampak je nek fake nasmeh, da naj bi bila pod stresom. In to je tudi v bistvu zadnja slika od Madison, na splošno zadnji dokaz, da so oni živi pred dejanskim smrtjo oziroma ja. Glede denarja. Bobby je dobival ta dodatek invalidski, kakorkoli, zaradi tega, ker je bil pred leti v neki prometni nesreči oziroma zelo hudi prometni nesreči in je imel težave s hrbtom, medtem ko je Sherilyn imela bipolarno motnjo, tako da pač ni mogla delati in je bila na tabletah. In večino časa jih je sicer jemala, ampak ko jih ni, ko je bila kao malo boljša in jih ni jemala, je imela veliko pač težav. Poleg vsega tega pa so v avtu tudi našli 11 strani dolgo pismo, v katerem Sherilyn kritizira Bobbyja, ne vem sploh kaj, nisem brala tega pisma, ni ga nikjer, ampak pač naj bi ga kritizirala, naj bi se omenjala tudi ločitev in pač da je onemaren in da, ja. Torej, potem, ko so
oni prišli na to območje, naj bi zapustili avto in policija predvideva, da naj bi nekje 15 minut preživeli na vrhu gore, preden so se odločili, da grejo nazaj do avta in potem, kaj se je zgodilo, vse pač potem več nimamo nikakršnih dokazov, zaradi tega, ker vse stvari, telefon in GPS in vse je bilo v avtu, tako da je zelo nenavadna situacija, da bi družina zapustila brez oblačil, brez telefonov, brez GPS-a, sploh če so imeli namen iti na pohod, pa brez psa. 17. oktobra so policisti organizirali iskalno akcijo družine, v kateri je bilo okoli 300 ljudi, od tega 100 policistov, imeli so pse, ki so pač specializirani za to, da iščejo trupla in droge in pač vse te zadeve. Imeli so tudi helikoptere in pač jih niso našli. Nekaj let kasneje, 13. novembra leta 2014, pa so lovci medtem, ko so iskali, mislim, da prostor za lov ali nekaj, ne vem točno, kaj so iskali, so našli okostje družine in trajalo 8 mesecev, da so dejansko potrdili, da je to okostje družine Jamieson, ampak ja, to so vsi dokazi, ki jih imamo, to je dejansko čisto vse. Na okostju od Bobija Lobani naj bi bila neka luknja, ki so oni pač mislili, da bi lahko bil strelna rana oziroma poškodba, ampak tudi druge kosti naj bi imeli neke luknje in zaradi tega, ker pač so dejansko so ostale samo še kosti, ni bilo nobenih dokazov, kaj bi se lahko zgodilo, prav tako pa ni bilo tam nobene pištole ali pa metka ali karkoli. Okostje, ki je pripadalo pogrešani družini, je bilo oddaljeno 3 milje, 3 miles, ki je toliko kilometrov od njihovega avta, kar je pač zelo čudno, glede na to, da so pač policisti iskali in psi, ki so specializirani za to, da najdejo trupla in pač niso jih našli, kar je pač zelo blizu avta še. Prav tako pa pač dejansko vzrok smrti neznan zaradi popolne dekompozicije njihovega telesa, kot sem že prej rekla. Zdaj pa gremo v teorije. Teorije ogromno, jaz ne vem, če bom pokrila vse teorije, spodaj bo še linkan dokumentarec, pa nekaj drugih strani, ki pač govorijo o teorijah, jaz bom jih povedala njih par, da ne bo video predolg. Policisti so tudi našli zelo bizarn posnetek, ki ga je posnela njihova domača nadzorna kamera, kjer se vam pokazala video, ampak vidite, kako ona dva hodita od avta pa do hiše, šla sta zelo dosti krat, mislite več kot 20 krat iz hiše do avta, kar je pač ful nepojasnjeno, pač zakaj bi ona toliko krat šla, se nista imela toliko stvari. Obnašata se zelo čudno, včasih kar nekaj zmes stojita, sploh ne gledata drugega, kar je pač kot da se sploh ne opazita. Zgleda, kot da bi jo Luna nosila, ali pa kot da je bila na nekih drogah, ali pa kaj podobnega. Teda iz tega videa se je tudi razvilo njih par teorij, ki vam jim tako povedala kasneje, ampak pač meni je ta video bil tak čuden, ko sem ga prvič gledala, ne vem, taki čuden vibe ima. Tako, ko sem ga gledala, ne zgleda mi normalno, ampak jaz ne mislim, da to so droge. Pač, ne vem. Nekaj časa pred njihovim izginotjem je Bobby šel v župniko in naj bi mu priznal oziroma ga vprašal, na kak način lahko se ubije te duhove in te zadeve, če kak imetek obstaja, ki pač to ubije. Rekel je, da imajo doma med 2 in 4 duhovov na strehi, kar je zelo čudna stvar. In njegova mama je rekla pač, da Bobby nikoli ni bil tak, da bi on ful verjel te stvari, ali pa da bi pač bil ful paranoičen glede teh zadev. Medtem ko Sherilyn je bila malo bolj nagnjena na to stran, ona naj bi govorila ljudem, da je čarovnica, imela eno kolegico Nikki, s katero so se pač kao včasih hecali, da sta čarovnici in sta tudi kupili Satanic Bible, ono satanično Biblijo, ki pač veruješ satanu. In da pač naj bi Sherilyn včasih imela take bizarne pripombe drugim ljudem, kot da je pač čarovnica, da jih bo začarala, da naj pridejo k njej na neki čarovniški juho, kakorkoli. Doma so imeli tudi tak zabojnik, oziroma tisti kontejner, na katerega naj bi ona z spray paintom oziroma z šprejom pač napisala neke čudne zadeve. Enkrat mislim, da je tudi napisala, da, kak je že napisala? Saj ne najdem, ampak mislim, da je nekaj pisalo 3 cats were killed, ne, don't kill the witch's cats, 3 cats were killed which made a witch angry.
nekaj tajega. To sem tudi našla, da naj bi oni imeli dejansko doma tudi mačke, ki so umrle, zaradi tega, ker naj bi jih sosedi zastrupili ali nekaj podobnega. Tako da, to je ena taka meni osebno zelo zanimiva teorija, ker veliko jih verjame, da je pač Sherilyn bila povezana z nekim čarovništvom oziroma nekim čarovniškim kultom in da naj bi umrla zaradi nekih teh zadev. Ampak dejansko nič ni ful pol razloženo, ali naj bi bilo kakršnokoli žrtvovanje, ali bi jih kdo ubil, ker so bili čarovniki. Ampak tudi njena mama je pač rekla, oziroma njena prijateljica ta Nikki, je rekla, da pač je bil Sherilyn moto, da če ti ne maraš ljudi, se pač naredi, da si nor. Zaradi tega, ker bolj ljudje misli, da si ti prizadet, manj ti bo gnjavili, oziroma bolj te bo pustili pri miru. Tako da ja, tako da v bistvu njena prijateljica in vse družina pač verjame, da ja, je bila malo bolj nagnjena na to stran, ampak pač nič ni bilo toliko resno. Medtem ko njena mama, Connie Kokotan, verjame, da so bili na nepravem območju, ob nepravem trenutku in da naj bi umrli zaradi nekega religijskega kulta, ker pač na tem območju je dejansko, mislim, da so bili 3 različni kulti v tistem času in da pač so mogoče oni šli na sprehod oziroma samo hitro v gozd in so pač videli nekaj, kar ne bi smeli in da so pač potem zato umrli. Ampak spet tu ni nobenih dokazov. Ja, pač ni dejansko nobenih dokazov. Tudi mislim, da so rekli, da pač v tem času tudi ni bilo nobenih nekih takih dogajanj, da bi dejansko pojasnilo, da recimo je bil tam kult aktiven, da bi bilo več izginoti ali pa da bi se več kakšne čudne zadeve dogajale, recimo kakšne živali, da bi umirale ali kaj takega tam. Tako da to je tudi potem v bistvu pač bila sam teorija. Nekaj, kar bom omenila, je The Line of Tragedy, 35th degree latitude phenomenon, kjer je pač na 35 stopinji neki fenomen, kjer je bilo ogromno nekih brutalnih umorov oziroma izginoti. En izmed teh je tudi primer Andrea Pia Kennedy Yates, ki je umrla svojih 5 otrok, kar je primer, ki ga bom verjetno jaz tudi raziskala in vam ga predstavila, ker je tudi zelo, mislim, nor. To sem samo hotela omeniti, ker je tudi spet nekaj vezi z bolj kot ne paranormalnostjo oziroma nadnaravnimi silami. To bom tudi spodaj malo linkala, če koga zanima, ampak ja, zgodilo se je nekaj par brutalnih umorov, mislim, da še bil neki drugi napad, kjer je bila neka bomba na pač tej stopini, ne na istem mestu, ampak pač čez cel svet. To je že druga ali tretja teorija. Ampak mnogi verjamejo, da je bil to murder-suicide oziroma umor in samomor. To zato, ker to je 11-stransko pismo in pač mnogi verjamejo, da je dve teoriji, ali da je Sherilyn ubila vse, ali pa pač Bobby Sherilyn, zato ker je tudi imela bipolarno motnjo in družina in prijatelji so govorili, da je Sherilyn vedno imela eno pištolo v avtu, ki je pač policaji potem niso našli nikjer, pač niti v gozdu, niti v avtu, niti doma, teda pač tista pištola je šla nekam. In zato pač mislijo, da eni verjamejo, da pač je bil prvo umor in pol samomor. Ampak to je spet ena taka teorija, ki se meni osebno zdi, da ni dovolj podprta, zaradi tega, ker če bi bil potem samomor, se meni zdi zelo nerealno, da bi se ona sama lahko ali pa on sam znebil pištole, razen če pač je res toliko časa minilo, da bi se, da je recimo en ubil oba, mislim, ja, in potem šel pištolo nekam skrit, odvreč in pol on tam naredil samomor na drugačen način oziroma stradal, zmrznil, kakorkoli, kar se meni pač ful ne zdi realno, zaradi tega, ker je to vseeno gozd, ki je ogromen gozd in se močno dvomim, da si lahko ti zapomniš, ki si pustil truplo, da bi pol pač vsi tam ostali in umrli. In tudi njena družina je pač rekla, da ja, sta imela težave v svojem zakonu, da se vse dosti kregala, ker pač on je imel ful bolečin kroničnih, ona je imela vseeno bipolarno motnjo, ampak so pač mnogi rekli, da vseeno sta se imela rada in glih zaradi tega sta hotela iti živeti nekam drugam in pač ljudje ne verjamejo, da če se ti odločiš, da bo začel novo življenje, da pol vseeno nekoga, mislim, ubiješ. Poleg tega vseeno sta imela hčerko, ki sta imela oba zelo rada, tako da se meni to zdi ful nerealna teorija, ampak hkrati ful realna. Ne vem zakaj, pač po eni strani bi se lahko zgodilo to. Ampak se mi zdi pač preveč noro, da bi en ubil recimo
ženo in otroka, oziroma moža in otroka, in potem prišel na isto mesto nazaj in tam umrl. Ampak tudi to pač pismo so rekli, da je pač bil šok, ampak tam ona ne govori o tem, je kao sovražno pismo, ampak vseeno ni zdaj toliko, da bi ona grozila njemu, da bi ga ubila kakorkoli. Tega, glede na to, da ima ona bipolarno motnjo, je pač mogoče bila takrat spet ni jemala tablet in pač je ful nihala njeno obnašanje in čustva in je pač bila ful v jezi in je napisala pismo in ga pač ne vem, imela zraven, pojma nimam. Poleg tega, no, zakaj bi vzeli 32 000 dolarjev v gotovini, če bi pol šel in ubil nekoga. In pesa pustili tam. Pač ta pes in Madison sta kao bila najboljši prijateljci, pač Macy in Madison. In če bi že umila celo familijo, bi verjetno tudi še psa. Prav tako pa je Connie, mama torej živela nekaj časa z njimi in nič kaj ni rekla, pač, da bi bilo kdaj tako grozno, da bi bilo fizično kaj podobnega. Naslednja teorija trdi, da je za smrt družine bil odgovoren Bobbyjev oče, torej Bobby Dean Jamieson. To pa zaradi tega, ker Bobby je v bistvu proti očetu vložil zaščitno odredbo oziroma filal je protective order, ne vem, kak je to v slovenščini, jaz mislim, da je zaščitno odredbo, tako je Google rekel. Saj je trdil, da pač naj bi njegov oče grozil njemu in njegovi družini, da bo jih pač ubil in naj bi mu vsaj 2-krat zagrozil. Prav tako pa je v bistvu oče bil zelo nevaren moški, ker naj bi bil vpleten v prostitucijo, droge, celo mafijo in pa tudi naj bi verjel, da je above the law, pač da ni pravil za njega. Ampak tudi ta teorija v bistvu nikoli, se pravi, očitno ni bila potrjena, zaradi tega, ker je Bob, torej Bobbyjev oče, imel takrat zelo zdravstvene težave in je tudi njegov brat od Boba, Jack, rekel, da je bil večino časa doma ali pa v bolnici, tako da pač ni možno, da bi to naredil. Je pa potem druga teorija, da če je on imel neko kontakt z mafijo, da bi pač lahko nekdo drug to naredil namesto njega. Ta Bob pa je tudi umrl 3 mesece po njihovem izginotju, se mi zdi, da, pač po podatkih, ki sem jih jaz najdla. V tem času sta bila tudi Bobby in Bob v tožbi, glavnem Bobby ga je tožil zaradi tega, ker naj mu ne bi dal denarja oziroma polovico denarja, ki mu je dolžen. Namreč Bobby naj bi delal za njega brezplačno. Ni bil plačan za to, kaj je delal, ampak sta bila pač dogovorjena, da dobi polovico prihodka kakorkoli in tega nikoli ni dobil in je bil v tožbi. Ampak je pač policaj, glavni detektiv, rekel, da naj bi Bobby in Sherilyn bila prevaranta, glavno naj bi, mislim, da že tožila več ljudi, tudi v času Bobbyjeve prometne nesreče, ampak tu ni nobenih dokazov. In tudi mama od Bobbyja je pač trdila, da je pač Bob bil ful nevaren moški in da je pač bil ful nasilen in da je ona namestila dejansko te varnostne kamere zaradi tega, ker se je pač bala, da bi nekaj naredil ali pač njeni družini, torej Bobbyju in Sherilyn Madison. Prijatelji in družina, ampak zlasti v bistvu neki menijo, da so bili pač ugrabljeni oziroma da jih je nekdo prisilil z avta. Namreč zgleda, kot da so mogli v naglici zapustiti avto, zaradi tega, ker so se pač pustili vse njihove osebne stvari v avtu. In pa tudi ni bilo nobenih znakov upiranja. Če ti da nekdo pištolo ob glavo, se ne boš upiral. Mnogi pač mislijo, da je dejansko šlo za neke vrste ugrabitev oziroma ne ugrabitev, ker pač so umrli, ampak umor. Potem je tukaj teorija tudi z drogami, kjer pač eni verjamejo, da zaradi njivnega obnašanja na tiste kameri in ker so imeli toliko denarja v gotovini, pač verjamejo, da je šlo za kaki deal z drogami. Ampak nikjer, ne v avtu, ne doma, ne nikjer okoli niso najdli nobenih drog, kar pač je spet izpodrine to teorijo in pač ta družina in prijatelji so bili zelo jezni oziroma zelo tako ogorčeni in žalostni, da dejansko bi nekdo mislil, da gre za droge. Ampak bi pač tudi spet pojasnilo, da so oni, da niso vzeli niti pesa z avta zaradi tega, ker je šlo samo za ta deal, ampak torej, da je bilo pač drug deal gone wrong, kar bi pač po mojem bilo še najbolj tako jasna teorija od vseh teh skoraj, ko jih gledam, ker se mi zdi, da je tako fucking noro in me zanima, kako tebi misli, ampak ni še konec, ker imam še, mislim, da
2 teoriji skoraj, da ni predolgo, ful hitro govorim, pa upam, da nisem česa pozabila. Potem je ena, ki je pač najbolj normalna, ki je v bistvu, da so umrli zaradi exposura oziroma izpostavljenosti naravi. Torej, da naj bi recimo šli samo malo v gost, ampak tu je spet, zakaj niso pesa zraven vzeli. In da naj bi se pač potem zgubili, ker je to velik gost in pač ful poraščen in ne vidi se daleč, da pač ko si tenkrat tam noter, če greš na robno smer, tudi če misliš, da si prišel v tisto smer, se pač tam zgubiš in ne boš najdo ven. Ampak pač tu smo pa spet, zakaj jih niso pesi najdli, zakaj je trajalo tako dolgo, da so našli. Ampak po drugi strani je ful ogromen gost, tako da ne moreš vsega preiskati, ampak je bilo toliko blizu avta, sorry. Meni trenutno, kaj se dogaja v glavi zaradi teh teorij, meni grejo tako, jaz sem se včeraj spat mogla. Bila sem tako, what the fuck se je zgodilo, ker pač meni se to ne zdi normalno nič. Nisem imeli niti GPS-a, da če so hoteli iti na sprehod, zakaj bi šli brez tega, zakaj bi šli brez telefonov, brez jaken, brez psa, ne vem. In jaz ne morem sam, grozno mi je, ko razmišljam, kaj je njihova družina, skozi kaj je mogla iti njihova družina, če se bo meni zmešala, ker ne vem, kaj se je zgodilo. Kaj šele nekomu, ki je blizu temu. In pa še zadnja stvar, ki bom jo omenila danes, je nekaj tednov preden so pač izginili, je družina v bistvu najela oziroma zaposlila enega moškega, glih zaradi tega, ker je imel Bobby težave s hrbtom in Sherilyn z bipolarno motnjo. Sta najela enega moškega, ki bi pač pomagal doma pri delu in Sherilyn je trdila pač, da je bilo ful neprijetno ob njemu in sploh, ko Bobby ni bilo doma. Tudi ta Nikki je v bistvu rekla, da je Sherilyn povedala, da je bilo ful neprijetno. In glavnem, en dan, ko sta bila, mislim, da pri mizi, je ta moški prišel do Sherilyn in je rekel, da je white supremacist, mislim, se tako reče, tukaj bo napisano, in da pač mu je ona ugadna, ker Sherilyn naj bi imela potomce Indijance oziroma Native Americans in pač je on to sovražal in je v bistvu nekaj grozil, da bi jo ubil, da se mu gabi in ne vem kaj še vse. In takrat se je itak Sherilyn ful strašila, je vzela medicine, sta šla v sobo in je nazaj prišla s to pištolo, ki je od Sherilyn. In mu je ona dejansko dala to pištolo v glavo, namerila. In on ni šel in je še vedno nekaj pač preklinjal in je dejansko mogla 2-krat streliti v njegove noge, da je on zapustil hišo. Kar je pač tudi tako, samo en mesec je bilo razmika med tem in ta moški naj imel dejansko težave s policisti že v preteklosti. In so ga potem trackali down, zaradi tega, najdli so ga v bistvu potem, ker je imel neke tablete v njihovi hiši in so najdli njegovo ime in so ga poiskali. On v bistvu potem ni bil označen kot osumljenec, ker pač je imel solidni alibi, teda pač je bil nekje, bilo nekako nemogoče, da bi on bil pač povezan s tem, ampak pač fucking shit. Teda ja, to mislim, da je vse, ampak ta glavni preiskovalec, Israel, mislim, da je Israel Beecham, je pač tistem času bil še šerif okrožja in je v bistvu rekel, da so imeli toliko dokazov, oziroma toliko nekih sledi in dokazov, ampak so vsi šli v toliko različnih smeri, da pač je to eden izmed primerov, ki pač niso mogli nobene teorije izpodriniti oziroma reči, da pač ni prava, zaradi tega, ker je toliko noro in vam spoj linkala, da se greste pač lansko prebrati, kaj nisem povedala, ampak pač meni se tudi zdi noro, zaradi tega, ker je toliko razlag in pač ne veš, kjer smer bi šel. In glavno nikoli niso nič našli, zaenkrat je še pač nerazrešen primer. Dansko edino kdo ve, kaj se je zgodilo, z njimi je pes. Teda ja, v bistvu je to od videa, kaj jaz verjamem, sploh ne vem, kaj verjamem, meni se pač zdi vse skupaj ful noro. Ne vem, mislila sem, da sem še mogla nekaj reči, pa sem zdaj itak pozabila. Glavnem, spodaj bo linkan dokumentarec, pa ti linki, da se lahko prebrati. Meni je noro, zanima me, kaj si vi mislite, da mi lahko spoj napišete, kaj mislite, da se je zgodilo. Če ima kdo kaki del te zgodbe, ki se vam zdi ful pomemben in ga jaz nisem omenila, oziroma pozabila omeniti, kakorkoli, ja napišite spodaj. Upam, da vam je bilo zanimiv video. Ja, naslednjič pa bo pač po mojem spet razrešen primer, ampak jaz rada delam tudi nerazrešene, zaradi tega, ker sploh neke primere, ko je nekdo pogrešan, zaradi tega, ker nikoli ne veš, kje je lahko ta oseba. Lahko je mrtva, lahko pa je nekdo v grobu otroka in ga ima nekje čist druge.
Ne da bo moji iz videa naredili kakršnokoli spremembo in da bo se našel kak pogrešan človek, ampak ne vem, se mi zdi zanimivo, sploh ti nerazrešeni primeri, pa sploh eni, ko so res toliko brutalni, da pač vas je malo, ne strah, ampak da malo pazite, ker velikokrat se zgodi v kakih malih mestecih, kjer so vsi ful blizu, kjer ne zaklepajo vrat, to se že govorim čisto na drugem primeru, nima veze. Ok, hvala, ste gledali ta video, upam, da mi je bil všeč. Če vam je bil, ga lajkajte, pozajte se naročiti, pa plus followajte me na Instagramu, ker bi rada imela 80 000. To pa je v bistvu to. Ful me se, da nisem ga povedala. Če nisem ga povedala, bo itak tak klipi vse posod. Ok, adija. Kar grlo me boli, ker sem to govorila.